Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. En lep pozdrav. V preteklih tednih sem se večkrat srečal s predstavniki zaposlenih v zdravstvu, z direktorji javnih bolnišnic in v zadnjem tednu dvakrat tudi z vodstvom sindikata Fides. Kljub temu, da lahko na nek način razumem borbo zdravnic in zdravnikov v okviru sindikata Fides, da se borijo za svoj finančni položaj, pa je popolnoma nesprejemljivo, da to počnejo na račun pacientov. Če kaj, potem bi ravno zdravniki morali biti tisti, ki razumejo, da je pacient vedno prvi. V tem zvezi bi rad se iskreno zahvalil tihi večini vseh zaposlenih v zdravstvenem sistemu, ki danes stavki navkljub omogočajo, da sistem deluje. Meni je žal, da je zaradi aktivnosti njihovih kolegov in kolegic danes njihov ugled omajan med ljudmi. In ni prav, da je tako. Na včerajšnjem sestanku s vodstvom Fides sem jasno izrazil pričakovanje, da se v naslednjem tednu intenzivno lotimo pogajanj o novi kolektivni pogodbi za celoten steber zdravstva, ker lahko samo na takih pogajanjih in na tem mestu naslovimo vsa odprta vprašanja. Istočasno sem izrazil pričakovanje, da Fides za čas trajanja pogajanj stavko zamrzne. Kolikor sem razumel, bo ta odgovor prišel danes tekom dneva. Jaz bi pa rad izkoristil to priložnost, da vse stavkajoče ponovno pozovem, da s svojimi stavkovnimi aktivnosti prekinejo in s tem prekinejo negotovost in agonijo slovenskih pacientov, ker si pacienti tega zagotovo ne zaslužijo. Hvala lepa, predsednik. Glede ukrepov, ki jih pripravlja vlada, pa dajem besedo ministrici za zdravje, gospe Valentini Prevolnik-Rupel. Izvolite. Najlepša hvala. V ponedeljek je sklicana izredna seja vlade, kjer bomo odločali o nadaljnih korakih za zagotavljanje delovanja zdravstvenega sistema tudi v času stavke. Na ministrstvu, kot veste, se redno, tako rekoč vsakodnevno, srečujemo z direktorji javnih zdravstvenih zavodov in z njihovim sodelovanjem pripravljamo potrebne ukrepe, ki bodo zagotavljali ustrezno dostopnost pacientov do zdravstvenih storitev. Zaradi umika soglasij za nadurno delo je namreč dejstvo, da bomo morali poiskati neke nove načine organizacije dela zdravnikov, na primer izmensko delo, da bodo pacienti dobili ustrezno oskrbo. Moramo vedeti, da je zdravstveni sistem in da so zdravniki tukaj zaradi pacientov in da se kljub stavki ne sme zgoditi, da ranljive skupine ne bi prišle do tistih storitev, ki jih potrebujejo. In zato bomo sprejeli vse ukrepe, o katerih bomo poročali v ponedeljek. Hvala lepa. Hvala lepa. Če morda kakšno vprašanje, maksimalno 3 vprašanja, tako da prosim, če prijete, pa se predstavite. Najprej STA. Dominan del STA za gospoda predsednika vlade bi vprašal. V Fidesu so danes povedali, da ste jim 2-krat grozili v tem tednu, če lahko poveste, za kakšne grožnje je šlo. In pa zanima me komentar, ves čas pravijo v Fidesu, da v bistvu naj vlada nekako s prstom pokaže sama nase, ker se ni držala teh podpisanih sporazumov, ukrepov, datumov. Zakaj v bistvu zdaj poziv zdravnikom, kako komentirate v bistvu odgovor vsakokratni Fidesa, da naj vlada v bistvu rešitve išče sama pri sebi, ker se ni držala teh datumov, pa še na grožnje bi vprašal. Moj občutek je bil včeraj na sestanku, da je bil sestanek konstruktiven. Če ima kdo težavo s kredibilnostjo, ima tisti, ki po sestankih govori stvari, ki se tam ne zgodijo. Več o tem ne bom komentiral. Namenoma smo se vzdržali kakršnih koli komentarjev, dokler so sestanki potekali, ker je bil tak dogovor. Kdor iskreno verjame v iskanje rešitev, teh rešitev ne ruši takoj, ko zapusti sobo, v kateri se o njih pogovarjajo, in to v javnosti. Več nimam temu kaj dodati. Ja, še kakšno vprašanje? Ne?
Potem se zahvaljujem. Ne, nimate več vprašanja? Ja, še eno vprašanje. Potem pa zaključimo. Izvolite. Sara Dvorjak, Televizija Slovenija. Mene pa zanima, torej zdaj ta pogajanja s Fidesom, na kateri točki ste, lahko malo več, kaj zdaj vi pričakujete od Fidesa? Hvala. Ponudba, ki je na mizi, je v resnici zelo enostavna. Prihodnji teden stečejo najprej krovna pogajanja, v ponedeljek, v sredo so predvidena stebrna pogajanja o sistemu zdravstva. Na teh stebrnih pogajanjih bomo intenzivno odprli vsa vprašanja, vključno s stavkovnimi zahtevami, ki jih imajo v Fidesu. Želimo pa, da dokler ta intenzivna pogajanja potekajo, se stavka zamrzne. Ne moremo imeti v stavkovnih razmerah pogajanj o izboljšanju finančnega položaja, če se zdravniki nočejo zavedati, da so tukaj zaradi pacientov in ne zaradi svojih finančnih koristi.